predavanjem. V bistvu bom začel s tem zemljevidom Palestine, ki ga najdemo tudi na Wikipediji. Z njim ponavadi začnem zato, da malce bolj orišem situacijo in razmerje med Izraelci in Palestinci, oziroma med judovskim in arabskim prebivalstvom na tem območju. Ta zemljevid v bistvu je zanimiv zaradi tega, ker prikazuje zeleno barvo vso ozemlje, v bistvu, ki so ga Palestinci nadzirali do leta 1947 in pa na zadnjem zemljevidu pridemo do ozemlja zeleno barvo, ki ga Palestinci in Arabci nadzirajo danes. Zadeva je v bistvu takšna, da so v Palestini Arabci in Judje bili prisotni ves čas, prav vedno so bili prisotni na tem območju. Seveda vsi poznamo, kaj se je z Judi, vsaj približno, kaj se je Judi dogajalo v zgodovini, vemo, da so Judje to ozemlje zapustili, poznamo križarske vojne in tako naprej. Vseeno je nekaj judovskega prebivalstva na območju Palestine ostalo. Se je pa večji pritok Judov spet začel v bistvu s sionizmom, sploh pa v bistvu z Balfourjevo deklaracijo leta 1917, ko so Britanci, ki so to ozemlje v bistvu prevzeli od Turkov, nekaj pred tem nas dovolili ponovno naseljevanje Judov. Predvsem pa v bistvu je problem, bom rekel, če bomo lahko tako rečem, oziroma situacija eskalirala leta 1947, vemo, po obdobju holokausta, imela Evropa nekako slabo vest in je v bistvu Amerika je v bistvu Judom dovolila ustanovitev države Izrael. Leta 1947 v bistvu naj bi bilo to ozemlje razdeljeno potem nekako na pol med Palestince in pa Izraelce, potem po vseh teh arabsko-palestinskih vojnah, leta 1947 in tako naprej, je v bistvu Palestincem ostalo gore malo ozemlja, se pravi, ostalo je območje tako imenovanega Zahodnega brega, ki se imenuje Zahodni breg, zato ker leži zahodno od reke Jordan in pa območje Gaze. Za kako veliko ozemlja gre, območje Zahodnega brega je v bistvu veliko, približno za četrtino Slovenije, območje Gaze pa je veliko za približno tako kot mestna občina Koper, 360 kvadratnih kilometrov. Kar je zanimivo, v bistvu, kar veliko pove o tem življenju na tem območju, je to, da na območju Gaze, ki je velika tako kot občina Koper, živi 1,8 milijona ljudi. Od tega je 2/3 beguncev, ostali Palestinci so tam živeli že prej, na območju Zahodnega brega pa je beguncev, mislim, da 27%, ampak te številke se seveda spreminjajo. Jaz sem tukaj nekaj podatkov, samo še o ostalih palestinskih beguncih, po tej Nagba imenujejo Palestinci ta eksodus Palestincev, po letih 47-48, so Palestinci tudi odšli v sosedne države, v Libanonu zdaj živi 430 000 palestinskih beguncev, v Siriji 480 000, v Jordani kar 2 milijona, in pravi, da je celo polovica jordanskega prebivalstva so palestinski begunci in po Egiptu 70 000. Jaz, ko sem bil lani tam s skupino evropskih novinarjev, mi območja Gaze nismo obiskali, ker je obisk bil nekoliko težji že takrat, no, ampak tudi v bistvu smo se bolj zadrževali na območju Zahodnega brega. Tukaj so nam želeli pokazati predvsem, kaj Evropska unija dela za Palestince, kako jim pomaga v bistvu pri gradnji države. Evropska unija namreč investira ogromno v Palestino. Mislim, da približno številke so 4 milijarde evrov letno, kar je ogromen denar. Na Evropsko unijo tudi letijo očitki, da s tem na nek način pomaga vzdrževati izraelsko okupacijo Zahodnega brega in pa Gaze, ker po mednarodnem pravu morajo okupacijske sile vzdrževati vse strukture oblasti na nekem območju, ki ga zasedajo. Tukaj je žal tako, da dejansko vzpostavitev palestinskih oblasti omogočajo največ ZDA pa Evropska unija, kar je nekako hecna situacija, sploh če vemo, da so ZDA tudi velike podpornice Izraela. Kot sem že povedal, bom danes predvsem predaval o območju Zahodnega brega, ker smo se mi tam največ zadrževali, oziroma pač bili smo seveda še v Izraelu, v vzhodnem Jeruzalemu, v zahodnem Jeruzalemu. Predvsem pa želim prikazati različne vidike življenja Palestincev, se pravi, kako živijo Palestinci na območjih, kjer, bom rekel, imajo svoje civilno pravo in pa kako živijo na območjih, ki je pod izraelsko vojaško pravo. Zdaj, območje Gaze je popolnoma pod palestinskim nadzorom. Izrael se je tam umaknil leta 2006, medtem ko je območje Zahodnega brega razdeljeno od sporazuma
v Oslu od leta 1993 na območja A, B in C. Območja A so območja, ki so najsvetlejša, območja B so ta prehodna območja, območja C so pa ta temna območja. Razlika med temi območji je v bistvu v tem, da imajo na območjih A Palestinci se pravi, imajo Palestinci na nek način popolno avtonomijo, lahko temu rekel. Se pravi, imajo tako varnostno kot civilno administracijo v svojih rokah. Območje C so pod izraelskim nadzorom, območje B pa Izrael nadzoruje samo varnostno, se pravi, ta območja ne nadzoruje jih pa s civilno administracijo. Dejansko večina Palestincev tudi živi na teh območjih, ki so najsvetlejša, se pravi na območjih con A, ampak problem je v tem, da je večina obdelovalne zemlje palestinske na teh C območjih, se pravi teh temnih območjih, najbolj rodovitna zemlja v dolini reke Jordan. In Palestinci so zaradi tega, ker ne nadzorujejo vseh teh območij bistveno revnejši, kot bi bili. Po ocenah Svetovne banke bi BDP Palestincev, če bi Palestinci nadzirali celoten zahodni breg, v nekaj letih porastel približno za tretjino. Zato, ker zdaj Palestinci so zelo omejeni z gradnjo, ne morejo graditi tovarne, ne morejo graditi večjih industrijskih objektov, zato ker so njihova naselja že itak zelo strnjena, zelo gosto naseljena, če vemo, da živi na teh območjih, se pravi, če je to četrtina Slovenije, pa če rečemo, da oni samo v teh A območjih, če tle živi skoraj 3 milijone ljudi, vemo, da so to zelo gosto naseljeno območje in nimajo možnosti za širitev, nimajo možnosti za gradnjo infrastrukture, nimajo možnosti za gradnjo, ne vem, obvoznic okrog svojih mest in tako naprej. Se pravi, ta izraelska okupacija jim dejansko otežuje življenje. To je še en zelo podoben zemljevid, s to razliko, da v bistvu ta prikazuje še en vidik tega problema oziroma te situacije na Zahodnem bregu. S to temno barvo so namreč označene judovske naselbine. Judovske naselbine na Zahodnem bregu, tudi v Gazi je bilo nekaj judovskih naselbin, leta 2006, ko so se omaknili, so jih z uporom, sicer takratnih judovskih naseljencev, tiste naselbine izpraznili. Na Zahodnem bregu pa v bistvu te naselbine še kar rastejo in rastejo. Danes jih je mogoče še tukaj večkrat, mislim, da tale zemljevite strže kako leto, 2. Zakaj so te naselbine problematične? Država, ki okupira neko ozemlje, po mednarodnem pravu ne sme tam postavljati nobenih novih naselij, ne sme na teh območjih, v bistvu ne sme spreminjati strukture prebivalstva, ne sme nikakor vplivati na spremembo strukture prebivalstva. Izrael pa počne prav to. Vidimo, da tukaj v dolini reke Jordan je ogromno judovskih naselbin, problematično pa predvsem območje okrog Jeruzalema, pa tudi tukaj na severu. Palestinci danes pravijo, da se te judovske naselbine širijo tako zelo hitro, da dejansko tudi če bodo oni kdaj dobili mednarodno pravno priznano državo z strani vseh držav, tudi Evropske unije in pa ZDA, katerih priznanje so pač najpomembnejša, da dejansko se lahko zgodi, da od njihove države več ne bo ostalo nič. Tukaj je zanimiva ta zelena črta, upam, da se dobro vidi, to je v bistvu črta, kjer je v bistvu potekala meja do leta 67 do vojne, prednje je Izrael zasedel to območje. To območje je bilo prej drugače sestavni del države Jordanije. Jordanija se zdaj temu območju odpovedala, zato da bi Palestinci tukaj lahko dobili svojo državo. Ampak, če nadaljujem, ker sem rekel, Palestinci se pač enostavno bojijo, da bo Izrael to njihovo ozemlje z gradnjo teh naselbin še presekal na pol in da bodo tukaj naredili en, bom rekel, ne vem, kordona, kako le rečem, teh judovskih naselbin in dejansko oni niti več svoje države ne bojo imeli kje imeti. To je glavna bojazen Palestincev. Problem pa je dejansko tukaj okrog Jeruzalema najhujši. Vzhodni Jeruzalem je bil do leta 67 razdeljena prestolnica, zahodni del je bil v Izraelu, vzhodni del je bil v Jordaniji. Zdaj ga je Izrael tudi formalno pravno, mislim, to po mednarodnem pravu ni veljavno, ampak Izraelci so to območje priključili. In če sem prej govoril o tej zeleni črti, je tukaj pomembna tudi ta temna črta. To je ta tako imenovani bližnji vzhodni zid, oziroma ta zid, ki ga Izrael gradi, da se bo ogradil od palestinskih ozemelj, uradno ga gradijo zato, da bodo preprečili teroristične napade Palestincev v Izraelu.
Po gradnji tega zidu se je število teh napadov res zmanjšalo, ampak po drugi strani pa je Izrael, lahko kar tako rečemo, ukradel s tem zidom ogromno ozemlja, ločil številne Palestince od drugih Palestincev in tako naprej. Recimo vzhodni Jeruzalem, nekoč popolnoma palestinsko mesto, danes je to mesto, v katerem je, mislim, da čez 200,000 judovskih naseljencev v vzhodnem delu samo Jeruzalema. Je pa to res nevralgična točka, ker kadarkoli pride blizu nekega dogovora, da bi lahko nek mir sklenili na Bližnjem vzhodu, ki potem vpliva na celotno območje Bližnjega vzhoda, tudi na Evropo, vidimo in tako naprej, se vedno ustavi vse tukaj pri vprašanju Jeruzalema. Pač Palestinci vzhodnega Jeruzalema ne dajo, ga še zmeraj smatrajo za svojo prestolnico, Izraelci pa pač pravijo, to je pač sestavni del države Jeruzalem, čeprav, kot bomo tudi kasneje videli, da bom uspel pokazati tudi s fotografskim materialom, dejansko se zna zgoditi, da bodo Izraelci, se pravi Judje, postali v Jeruzalemu nekoč celo manjšina, zaradi večje natalitete med Palestinci. V glavnem, se pravi, to so te neke nevralgične točke, to sem zdaj malo razložil zato, da bomo potem, o tem zadeve bolj jasno nadaljevali, bom pa seveda še vrnil na ta zid. No, v bistvu, zid ima zelo različne pojavne oblike. To je zid, ki so ga zgradili na Zahodnem bregu okrog ene od palestinskih vasi. Tam so postavili neko judovsko naselbino in enostavno so rekli, da Palestinci v tej vasi, kjer živijo že stoletja, ogrožajo judovsko prebivalstvo in zdaj imajo v bistvu Palestinci iz te svoje vasi edini izhod skozi ta vrata. To je recimo ena od teh vasi, ki je bolj znamenita za tega, ker tukaj potekajo protesti dokaj pogosto. Zid je drugač dolg, mislim, da je končen plan, da bo dolg 700 km, zdaj dolg že, mislim, da je zgrajenega že krátko čez 500 km. Veliko prometnic poteka ob tem zidu, je višje od berlinskega zidu, dejansko, kot se neko ločuje Palestincev od Palestincev, ne samo Palestincev od Izraelcev. In občutek, ko se voziš po Izraelu oziroma po Zahodnem bregu, kakorkoli imenujemo to zemlje, je, bom rekel, precej strašljiv. Prvi občutki, ko pride človek v Izrael, so v bistvu zelo pozitivni. Bom rekel, ena taka, prvi občutek je, da je to ena povsem normalna država, ne vem, napisi v Izraelu so v hebrejščini, v arabščini, v angleščini, ampak potem, ko se pelješ proti Zahodnem bregu iz Tel Avivskega letališča, že po nekaj kilometrih priješ do prvih ograj, do teh zidov in tako naprej. In ne pušča to dobrega občutka. In živeti v takem območju, po mojem, tudi ni v redu. In dejansko, ko se pogovarjaš s Palestinci, ko se pogovarjaš z Izraelci, vidiš, da je tisto, kar izraelsko družbo drži skupaj, v bistvu ta ves čas prisoten občutek strahu. Strahu pred tem, kaj bi jim lahko Palestinci vse naredili. Strah imajo, da pač neki izraelski prastrah je, da jih bodo, tako kot so že morali iti enkrat iz teh območij, da jih bodo zdaj Arabci, Palestinci enostavno porinili spet v morje. In to je nekak izgovor, zakaj oni tako strogo kontrolirajo vsa ta območja. To je ena od kontrolnih točk, teh je tudi ogromno po Zahodnem bregu. To še par pač teh pojavnih oblik zidov od, že vem, bodečih žic in tako naprej. Ni prijeten občutek, no, se vozi tukaj okrog. To je recimo ni mejni prehod, to je kontrolna točka južno od Jeruzalema proti Betlehemu in pa proti Hebronu. Prej sem v bistvu to še hotel povedati, no, pa sem poznaval. Ko pravijo Palestinci, ko pravijo, da jih Izraelci dejansko ločujejo s tem zidom od svojih sorodnikov, dejansko pot recimo iz Ramale v Betlehem je nekoč trajala za Palestince pol ure, se pravi, ta mesta so zelo blizu. Danes, če hočejo Palestinci obiskati recimo svoje sorodnike, se morajo voziti okrog tega zidu, ki so ga Izraelci zgradili uro in pol, tako da življenje za njih je toliko bolj oteženo. To je pa zdaj recimo zanimivo, da se te fotografije iz ene od kontrolnih točk, tako imenovanih uradnih kontrolnih točk. Izraelci ima na tem mehnem območju drugače posejanih čez 500 kontrolnih točk, checkpointov v angleščini, ki so v raznih pojavnih oblikah, v obliki mejnih prehodov, v obliki, ne vem, kontrol, ki se postavijo občasno, v obliki nasipov, ki jih postavijo in tako naprej. In vse to v bistvu precej otežuje življenje Palestincem. Kot sem prej rekel, Palestinci
imajo slabše razvito gospodarstvo, seveda Izrael je izvozno usmerjena država, sodeluje z vsemi zahodnimi državami, imajo industrijo, imajo bogatstvo in tako naprej. In ogromno palestincev se vsak dan odpravlja na delo v Izrael. In potem pred temi checkpointi, pred temi kontrolnimi točkami nastajajo ogromne kolone, vsak dan čakajo, da pridejo na delo, da pridejo nazaj. To je recimo posnetek iz kontrolne točke Kalandija. To je ena glavnih kontrolnih točk med Jeruzalemom in pa Ramalom. Ramala je palestinska administrativna prestolnica, bom potem malo več o tem povedal. Ampak kar je zanimivo je to, da je pač Ramala leži na tem tako imenovanem območju A, palestinskem območju A, kjer imajo palestinci popolno, v bistvu precejšno avtonomijo, kar je meni recimo kot tujca in tudi ostale kolege, kar ponavadi šokira, je to v bistvu, da na kak način Izraelci vse, ki vstopajo na to območje, opozarjajo pred domnevnimi nevarnostmi. Piše, da ta cesta pelje na območje A, ki je pod palestinsko oblastjo, in piše potem, da je vhod za izraelske državljane najprej prepovedan, potem smrtno nevaren, potem še v nasprotju z izraelsko zakonodajo. Se pravi, kar na nek način trikratna prepoved, čeprav bi v bistvu že ena sama zadoščala, če so se Izraelci za njega odločili. Ramala, par posnetkov Ramale iza zidu, ko se pogovarjaš s palestinci in jih vprašaš dejansko, zakaj se oni Izraelu ne uprejo, zakaj recimo, ne vem, vprašanje je bilo, zakaj se vas 100 000 ne zbere in, ne vem, zasede te kontrolne točke, pa v koraka v Izrael pravi, da dejansko so že toliko obupani, da to območje, kjer je pa zdaj zid, je, kot vidite, tik pred vrati Ramale. Rekli so, bojimo se, če se bomo spet odprli po vsaki intifadi, po vsakem oporu, se je to bolj premaknilo, se nam več ozemlja vzamejo. Če se bomo spet odprli, so rekli, potem se bojimo, da naslednjič bo ta zid stal že na sred Ramale in bomo še brez svoje administrativne prestolnice ostali. Še ena fotografija z te Kalandije. Tako recimo poteka kontrola, to je avto s palestinkami, ki so pač odpravljali v Izrael. Palestinski vojak jih je ustavil, jih legitimiral in tako naprej. Te palestinke imajo očitno, mogoče gre celo za prebivalke Izraela, ker imajo izraelske tablice, o tem še kasneje malo govoril o razlikah, kje se sploh kdo lahko vozi, ker tudi to ni za vse enako urejeno. Še par posnetkov tega zidu, to je iz vzhodnega Jeruzalema. Na tem delu leži v bistvu ta zid na enem območju, kjer je na obeh straneh skoraj izključno arabsko, palestinsko prebivalstvo, se pravi sosedje, ki so živeli v sosednjih soseskah v Jeruzalemu oziroma na obrobju Jeruzalema, torej za predmestje Jeruzalema, jih danes loči tak zid. To je tako, jaz pravim, kot da bi, ne vem, se odločil enega dne postaviti zid med, ne vem, Dravljami pa Šiško, pa nekaj podobno, kot smo imeli žico okrog Ljubljane, s tem, da je ta zid še precej višji. Kot pa je to isto? Mislim, da je na tem delu, da je visok 8 metrov. Je pa različna višina. 8 metrov je visok, pač palestinci kar se lahko borijo proti temu zidu na ta način, da piše grafite, da je Izrael teroristična država, pa da zahtevajo državljanske pravice za vse, ne samo za bele privilegirance. V tem tudi še mogoče malo kasneje, kaj v bistvu v Izraelu pomeni bil privilegiranc. To je drugače primerjava, ko je krožna enkrat pomenilo, da sem jo vključil. Berlinski zid je bil visok 3,6 metra, palestinski je visok 8 metrov, berlinski je bil dolg 155, ta, če mu rečemo palestinski, približno vzhodni, bo na koncu dolg 723 km. Ogromno je tudi preselitev palestincev iz teh območij, potem tudi, če mogoče malo kasneje, bom par fotografij preskočil. Prej sem že govoril o tem, kako pač Izrael s tem zidom v bistvu jemlje ozemlje palestincem. Tukaj v bistvu je ena zelo nevralgična točka, za katero palestinci pravijo, da če bodo palestinci začeli graditi tukaj še eno naselbino, to je isti zemljevid kot prej, to je ta naselbina E1, da bojo v bistvu s tem sklenili obroč judovskih naselbin okrog Jeruzalema. Zakaj to v bistvu pomembno? Zato, ker, če pogledamo, to je v bistvu vzhodni Jeruzalem, vsa ta naselja označena z okar pa zarjavo barvo so v bistvu palestinska naselja. Vsa ta vjočna oziroma bila kakršne koli že so te naselbine, to so pa vse judovske naselbine. Se pravi, vse te, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. In v bistvu zdaj Izrael
hoče te palestinske predele vzhodnega Jeruzalema v bistvu narediti obroč okrog ne samo iz zidu, ampak tudi obroč iz judovskih naselij. In dejansko, tudi če bo nekoč prišlo do menjave ozemelj, do ustanovitve države Palestine, si težko predstavljamo, kako v bistvu bodo Palestinci potem prišli do svojega glavnega mesta vzhodnega Jeruzalema, če bo to kdaj uspelo, če bodo okrog imeli pač obroč judovskih naselij. Dejansko je to nemogoče. In v bistvu Izrael z nekim izvrševanjem neke politike naseljevanja svojih ljudi na ta območja dejansko Palestince pritiska dobesedno v zid in Palestinci težko se predstavljajo, da bodo imeli sploh kdaj državo, tudi če bo priznano mednarodno, jim to ne bo pomagalo kaj dostno, če bojo pač povsod imeli judovske naseljence in če se niti ne bojo mogli gibati do svojih naselij, iz ostalih delov vzhodnega brega. Tlej še en posnetek za enega hriba v okolici Jeruzalema, kjer še gradijo en del tega zidu. Meni je predvsem zanimiv zaradi tega, ker je na vsaki strani postavila eno cesto. Zakaj je na vsaki strani? Zato, da bo pač na eni strani ceste za Palestince, na drugi strani pa za judovsko prebivalstvo. Tako nekako to zgleda v Palestini. Ta fotografija je mogoče zanimiva samo zato, ker bo na tem območju ne bi zrasla ta judovska naselbina, ki se zdaj imenuje še E1, ki ne bi bila ogromna, za katero sem prej omenil, da je Palestinci reče, da gre v bistvu za zadnji žebelj v krsto palestinske države. Tukaj sicer zaenkrat še ne stoji nič, so pa že bojda napeljali elektriko in potem Izrael, ko se enkrat odloči, da bojo postavili ta naselja, razpiše tendere, se pravi nekaj natečaje, pridejo gradbinci in zelo hitro potem to postavijo, lahko v parih letih. Je pa tudi res, da treba povedati, da v bistvu po vsakem mednarodnem pritisku na Izrael intenzivira te zadeve. Pred letom 1993, pred podpisom mirovnega sporazuma v Oslu, je bilo judovskih naseljencev z izjemo vzhodnega Jeruzalema na zahodnem bregu zelo malo. Danes jih je, mislim, da že vse skupaj čez 500,000, 350,000 na zahodnem bregu, pa dobrih 200,000, kot sem rekel, v vzhodnem Jeruzalemu. S tem, da se te podatki spreminjajo. Zdaj, mogoče sem par fotografij življenja Palestincev. To je recimo mesto Nablus, ki je popolnoma pod palestinsko kontrolo, se pravi na območju A. Tukaj je življenje povsem normalno, povsem enako kot v vseh arabskih mestih, se pravi živahne tržnice in tako naprej, sproščeno življenje. Tržnice, tako kot si predstavljamo, se pravi z vsemi, ne vem, sadjem, zelenjavo in tako naprej. Tukaj tudi ni nekega občutka, da Palestinci, ne vem, da bi bili kakorkoli deprivilegirani in tako naprej. Potem mogoče še par fotografij Ramale, ki je palestinska administrativna prestolnica, fotografija Jaserja Arafata. Predvsem pa je tukaj zanimiva recimo ta fotografija podjetja Oracle, računalniškega podjetja. Prej sem že govoril, da Palestinci ne morejo graditi tovarn, ker nimajo zemlja, kamor bi jih postavljali. Zato recimo je v Ramali zdaj deluje bojda preko 300 IT, se pravi računalniških podjetij, ker to so podjetja, ki ne rabijo veliko ozemlja, se pravi ne rabijo veliko zemlje za postavljati tovarne, ampak se pravi tudi Palestina se na nek način razvija, v bistvu mogoče še si delajo Izraelci neko kontrauslugo tukaj, ker so s tem spodbudili ta IT sektor, ki vemo, da ima visoko dodano vrednost in tako naprej. Tako da tudi v Ramali je življenje večinoma precej normalno, par fotografij še iz Ramale, en od glavnih trgov, so take trgovine, kot je Nutella Shop, avtomobili, ljudje, povsem dokaj zahodno deluje prestolnica, mogoče marsikateri predsodek Evropejcev razbije. Malo je bilo sicer hejtno, ker nimajo Starbucks kafeja, imajo pa Stars and Bucks, ogromno tem imajo v obliki artvoga stolpa, kar je bilo zanimivo. In pa na ulici, kjer se prodajo knjige, ogromno vidiš, da prodajo Hitlerjev Mein Kampf. To delajo v bistvu samo zato, da jezijo pač Izraelce, ker vejo, da imajo to količino zaradi holokausta, tako da ne bo kdo rekel, da samo govorimo o pozitivnih straneh Palestine. Ima tudi Palestina neke negativne vidike. Še ena fotografija Ramale, to je ena od crkva. Tudi mogoče malo spremeni našo predstavo o Palestincih. Palestinci, čeprav so arabci, v bistvu so danes nekaj 5% Palestincev še katolikov. V Ramali recimo katoliki predstavljajo 25% prebivalstva. Pred drugo svetovno vojno je bilo polovica prebivalstva v Ramali katoliškega.
Meni je bilo zanimivo, ko sem šel noter, so nekih Mašo, recimo pa je bilo zanimivo poslušati tudi, da govorijo Allah Akbar, tudi katoliki, pač Bog je velik, enako kot muslimani. To je drugače strd del Ramale, ker vidimo, da so skupaj in cerkve in mošeje oziroma tam je postavljene. To je en vidik mogoče življenja v Ramali in v Palestini. Drug vidik, to je tudi fotografija iz Ramale, z njega obrobja, pa so begunska naselja. To je begunsko naselje Al-Amari. Življenje tukaj je že na prvi pogled precej drugačno od življenja v drugih delih Ramale. Ne gre za to, da bi bilo prebivalstvo toliko drugačno, čeprav bojda so zaradi razmer, v katerih živijo, nekaj bolj radikalizirani. Predvsem gre za to, da vidimo, da je že gradnja bolj kaotična. Ko so pač Palestinci prišli sem kot begunci na ta območja, so si verjetno prvo postavili šotore, no ampak če ti živiš nekaj 60 let kot begunc, so nastala taka zidana naselja hiš. Vse deluje precej kaotično, ker pač tukaj Palestinci postavljajo svoje hiše v bistvu na zemlji, ki pravzaprav ni njihova, ampak od drugih Palestincev nekako se znajdejo, da živijo veliki in pomagajo Združeni narodi. Tukaj tudi organizirajo šolstvo, zdravstvo in tako naprej. Vidite, kakšne so hiše, ulice precej ozke, se pravi, življenjske razmere v teh naseljih so precej slabe. Mi smo obiskali dekliško šolo Al-Amari. Tukaj recimo so nam povedali, da dajo poseben poudarek na učenju strpnosti, da učijo učence, oziroma učenke v tem primeru, da bi bile čim bolj strpne, kljub temu, da živijo v precej slabih razmerah in pa zanimivo, kljub temu, da gre za neko šolo v nekem, bom rekel, deprivilegiranem delu Ramale, so rezultati v tej šoli pravijo nad nacionalnim povprečjem. Razmere so sicer slabe, kot sem rekel, to je hiša ene palestinskih družin v tem naselju, vidimo, da niti hiše niso dokončane, ves čas se nekaj pač gradi. Slabe razmere, se pravi, potencialno res bojišče za radikalizacijo ljudi in tako naprej, ampak takšne pač tam razmere so. Mi smo bili ravno na tem območju, takrat, ko je lani prišlo do ugrabitve 3 judovskih dečkov. Te zadeve so potem eskalirale v vse te napade na Gazo lansko poletje. Zato je bila takrat varnostna situacija precej napeta. To je ena od tako imenovanih, ad hoc kontrolnih točk, ki so jih vzpostavili potem, so pač izraelske sile takoj po ugrabitvi. Ustavljale so avtomobile s palestinskimi tablicami, vidite, da je ta tablica belo-zelena. Njim so puščali večinoma izraelske avtomobile, se pravi avtomobile z rumeno, črnimi oziroma modrimi tablicami. Preiskovali so palestinske avtomobile in tako naprej. Bom mogoče še potem razložil par zgodb o tem, kako nasilje oziroma kak teror izraelska vojska izvaja nad Palestinci. Tukaj smo mi obiskali eno beduinsko vas, del Palestincev, en zelo majhen del Palestincev je beduinov, se pravi, to so polnomadi, živijo v nekih naseljih, ki niso šotori, da bi se ves čas selili, ampak dejansko se selijo za čredami. Te Palestinci, ki živijo na tem območju, so prišli iz juga današnjega Izraela, iz puščave Negev. Zato Izrael smatra ta njihova naselja za nelegalna, kar je v bistvu pa zelo zanimivo, da so tudi vsa judovska naselja okrog, vsaj po mednarodnem pravu, nelegalna. Zdaj, to je pogled iz iste točke, iz istega hriba. Na eni strani vidimo to nomadsko naselje, na drugi strani vidimo te lepe judovske naseljine okrog, to je pogled iz tega hriba na Jeruzalem. Palestinci tukaj so, so nomadi, imajo črede, njihova glavna težava pa je ta, da je dejansko Izrael zelo oži območja, na katerih oni lahko svoje črede pasejo in jih v bistvu s tem hoče prisiliti na izselitev z teh območij, da bi tukaj pač postavili judovske naseljine. Ta fotografija recimo je tudi zanimiva, mogoče sprva ne pove nič, če pa vemo vzadje, pa pove ogromno življenje na Zahodnem bregu. Vidimo 3 daljnovode, ampak 2 sta ključna. En je izraelski, en je palestinski, tako v bistvu poteka življenje tukaj, se pravi tudi daljnovode imajo ločene, ampak te beduini, čeprav živijo direktno pod žicami, nimajo niti elektrika, ker pač Izrael ne pusti, da se napelje elektrika, ker smatra ta naselja za nelegalna.
Še dve stvari sta tukaj zanimivi. To je v bistvu industrijska cona. Industrijska cona, v kateri dela največ judovskih naseljencev iz naselja Male Adumim. Zanimiva je zato, ker je v bistvu vidimo iz istega punkta, kot vidimo pač to beduinsko vas. In razlika med prihodki, oziroma kako ne rečem, med prihodki palestincev v tem beduinskem naselju in pa med Izraelci, ki delajo v teh tudi visokotehnoloških podjetjih, je kar 1:35. Se pravi, ljudje, ki živijo v sosednjih vaseh, imajo dohodke 1:35. In to je v bistvu nekako en zelo lep primer tega apartheida. Palestinci ne smejo, jih ne zaposlujejo v bistvu v teh podjetjih in tako naprej. Se pravi, prepuščeni so sami sebi, tudi če bi kdo hotel delati v teh naseljih, ne bi smel. To je še na sosednjem hribu pogled, tako v bistvu zgleda na začetku, ko se judovski naseljenci pripeljejo na neko območje, postavijo najprej neke kontejnerje, potem Izrael razpiše razpis oziroma nek tender in se jim postavijo take hiše. Ves čas, ko smo bili mi tukaj na tem območju, je drugač dol stavljen avto izraelske vojske, jaz sem imel ves čas občutek, da nas opazujejo, zato tudi recimo uslužbenci Združenih narodov, ko so nas vozili okrog, niso pustili recimo, da bi njih fotografirali. Potem, recimo, ko smo šli tukaj, smo šli tankat v eno judovsko naselbino. Judovske naselbine izgledajo tako, da v bistvu so zaograjeni, zaradi tega, da so varni, tako pravi Izraelci, pred Palestinci. Redki Palestinci imajo dovoljenje za vstop v te naselbine, predvsem tisti, ki delajo in so pač parkrat preverjeni. Kar pa je v bistvu zanimivo je to, da imajo tukaj te palestinski otroci, ki se neko, da imajo starši 35 večje prihodke od palestinskih sosedov, da imajo tukaj vso komoditeto, da imajo otroška igrišča, da imajo pač vse možnosti, da imajo travo, na kateri se igra in tako naprej. Palestinski otroci pa nimajo na drugi strani niti elektrike. Par fotografij še iz vzhodnega Jeruzalema, iz palestinskih delov, Al-Quds je drugač palestinsko ime za Jeruzalem, oziroma arabsko ime. Tukaj so razmere zelo slabe, tukaj smo obiskali še eno naselje. Komunalno so ta naselja popolnoma neurejena, delujejo grozno, bom potem še malo več o tem razložil. Tukaj je predvsem bilo zanimivo to, da smo v bistvu obiskali Palestince, ki živijo tukaj, so neka polnomadska skupina Palestincev in tudi oni so v napoto tukaj spodaj pod naseljem in gradijo zid. Tudi oni so v napoto eni od teh načrtovanih judovskih naselij v okolici Jeruzalema, seveda tudi oni so predvideni za izselitev. Izraelska vojska nam je razlagala eno od teh Palestincev, v bistvu se do njih obnaša tako, da tukaj imajo postavljene neke šotore, ki so jih postavili Združeni narodi za njihove otroke, ker so rekli, pač naši otroci so pod stalnim pritiskom, stresom, bomo jim pripravili neke delavnice. In ko oni postavijo te šotore, nam je ta razlagal, da v bistvu palestinska vojska pride v dnevu dveh in te stvari odstrani, ker prav, da gre za neka nelegalne gradnje. Tukaj smo v bistvu srečali se z enim od Palestincev, se ga tudi predstavljam po enem od prispevkov, ki so mu, mislim, da dvakrat že porušali to njegovo domovanje, kljub temu, da je slep. Izrael se do njih potem tako obnaša, da jih dejansko pride in poruši te kolibe, kako ne jim rečemo. Potem pa pravijo, pridejo do njih in dajo gradbeno dovoljenje in pravijo, lejte, dali vam bomo denar, lahko si greste se preselite drugam in si tam postavite hišo. Je pa tukaj en catch. Prvi catch je ta, da bi potem Izrael na tem območju gradil judovske naselbine. Drug problem je pa ta, da Izraelcem, oziroma da Palestincem dajo gradbeno dovoljenje na ozemlju, oziroma na zemlji, ki so jo prej vzeli drugim Palestincem. Se pravi, kako hočeš narod bolj skregati med sabo, kot tako, da vzameš nekomu zemljo in daš nekomu drugemu, da lahko na njej gradi. In pač to je en od načinov. Obiskali smo mogoče še eno zadnje, ki ga predstavil begunsko taborišče, oziroma begunsko vas, to je vas iz Tabib na severu Zahodnega brega. Tudi tukaj pač živijo za neko ograjo Palestinci v tej vasi. Tudi to vas so želeli porušiti zaradi gradnje ene od judovskih naselbin. No, ampak tukaj mi je v bistvu dejansko pomagala Evropska unija in pa Združeni narodi z nekim projektom, da bodo lahko na podlagi tega, da je ena hiša v tej vasi stala že leta 1920, legalizirana naselje. Se pravi, eno v bistvu tukaj je vsaj na nek način Evropska unija igra pozitivno vlogo. Čeprav sem že prej omenil, da je ta vloga Evropske unije
zelo kontradiktorna. Se pravi, na eni strani izdatna finančna pomoč Palestincem, na drugi strani pa nepriznavanje palestinske države, s čimer bi Palestinci dobili nekak enakopraven položaj v pogajanjih z Izraelom. Mogoče samo še ena zelo nevralgična točka, mesto Hebron, to je judovska naselbina Kirjat Arba pred vstopom v Hebron. Hebron je v bistvu edino mesto na območju Zahodnega brega, ki nima tega statusa, se pravi, ni ne na območju ABC, ampak ima poseben status. Hebron je pač pomemben zato, ker gre za četrto najbolj sveto mesto muslimanov in pa za drugo najbolj sveto mesto judov. Na tem primeru se dejansko vidi, na primeru Hebrona, kako Izrael dejansko tretira te Palestince, kako se do njih obnaša. Mi, ko smo šli v to Kirjat Arbo, smo imeli velike probleme, da smo sploh not prišli, ker so rekli, da smo aktivisti in tako naprej. Potem je naš vodič, nekdanji izraelski vojak, ki zdaj deluje v eni humanitarni organizaciji, Prekinimo tišino, v bistvu poklical policijo in dejansko nima tisti človek, ki tam stoji na vhodu v to judovsko naselbino, pristojnosti, da bi nas spustil naprej in nas potem tudi spustil naprej. Še to mogoče, ko govorim o teh vstopih, o te judovske naselbine. Tukaj so na vseh teh vstopih varnostne kontrolne točke, kjer delajo zasebne varnostne sile, ki jih plačuje izraelska država, se pravi, Izrael to vzdrževanje teh judovskih naselbin tudi kar precej stane. Tukaj smo mi obiskali grob človeka, ki je Evropejcem neznan, je pa v bistvu Palestincem, če ga omenite, bodo vsi tako vedeli, kdo je. To je Baruch Goldstein, en skrajni ortodoksni judovski naseljenec, zaradi katerega v bistvu je mesto Hebron danes v takem položaju, kot je. Kot sem prej omenil, je Hebron pač drugo najbolj sveto mesto za Jude in pa četrto za muslimane. To je še nekaj pač primerov judovskih naselbin okrog, da ne gremo v podrobnosti. Hebron je danes v bistvu razdeljen, to je mesto približno 200,000 prebivalci, to je strd del mesta, tukaj je Kazbah, ne se pravi ta del, ki je tržnica in tako naprej. Mesto, ki ima zelo močan simboličen naboj pomen tako za Jude kot za Palestince. Zakaj nam reč gre? V Hebronu so Judje živeli v bistvu do leta 28. Živelo je nekih par sto Judov v vsem Hebronu. Takrat so se že začele prve tenzije med Arabci oziroma Palestinci na eni in pa Judi na drugi strani in prišlo je do nekega pogroma judovskega prebivalstva. Takrat so Palestinci v Hebronu pobili, zdaj ne vem več natančnih številk, ampak par 10 Judov. Večino judovskega prebivalstva takrat v Hebronu pa so rešili arabski sosedi. Britanci, ki so takrat imeli mandat na tem območjem, so potem rekli, mi ne moramo več garantirati varnosti judovskemu prebivalstvu in so vse Jude iz Hebrona takrat izselili. Ko pa je Izrael leta 67 spet zasedel območje Zahodnega brega, so nekateri Judje takoj izrazili željo, da se spet naselijo v Hebronu. Izrael je rekel, ok, ne pretiravamo, stvari so preresne, preveč napete, mi ne moramo takoj poslati zdaj spet judovskih naseljencev v Hebron. Kako so se potem znajdeli? Znajdeli so se na ta način, da so rekli, ok, če nas ne pustite naseliti, nam boste pa vsaj pustili, da na naš praznik obiščemo grob patriarha Dostavba, ker bom to kasneje pokazal, ki je tudi sveto mesto za Jude. In Izrael je rekel, ok, vas pustimo, da greste na svoj praznik obiskati pač to svetišče. Oni so potem naredili to, da so pač, ko so šli, niso šli na to romanje samo s kovčki in tako naprej, ampak so imeli samo tudi pralne stroje, hladilnike. In ko so prišli v Hebron, dejansko so potem rekli, po 3 dneh mi zdaj ne gremo več ven iz Hebrona. Izrael je ta prvo naselil neke začasne naselbine oziroma tam neka vojaška območja, no potem so pa začeli z gradnjo teh judovskih naselbin. To je ta Kirjat Arba, ki sem jo prej omenil, ki je največja. Tukaj še Givat Havot. Kar je pa pomembno v bistvu je pa tukaj, da so tukaj v tem območju, v samem centru Hebrona 1, 2, 3, 4 manjše te z modrim označene judovske naselbine. Tukaj gre za par hiš, tukaj mislim, da gre za 2 hiši in tako naprej. In potem, ko je ta Baruch Goldstein, ki sem ga prej omenil mislim, da je bilo leta 92, izvršil oziroma 94, ko je naredil ta napad na to grobnico patriarhov, v katerem je pobil 29 Palestincev, mislim, da jih je okrog 130 Palestincev v Šaranu. Se ni zgodilo to, ker bi se
po neki logiki zgodilo, da bi Izrael svoje judovske naseljence omaknil. Izrael je tukaj sprejel drugačno politiko, se pravi, v tem Hebronu, mesto z 200 000 prebivalcev, danes živi nekje, številke so različne, med 700 in 900 judovskih naseljencev, se pravi, nič celih še nekaj procenti, se pravi, zelo mehna številka judovskih naseljencev in zaradi teh judovskih naseljencev v bistvu po tem napadu Barucha Goldsteina na te Palestince Izrael ni šel v umik teh judovskih naseljencev, ampak je dejansko rekel, mi bomo tukaj ostali in mi bomo vs teh nekaj 100 judovskih naseljencev zaščitili. In dejansko je danes Hebron razdeljen na območje H1 in H2 in vse to območje vzhodno te črte je pod v bistvu izraelskim nadzorom, to območje je pa pač pod palestinskim nadzorom. Kar se zdaj dogaja, v bistvu tukaj je da spet prihaja do nekega, kako ne rečem, do kraja zemlje. Izraelci dejansko, tukaj piše recimo New Settlement Point, se pravi nova naselbina, tukaj postavljajo nove naselbine, tudi tukaj eni skušajo nekaj postaviti. V zaščiti svojega judovskega prebivalstva, svojih teh naseljencev so šli pa v bistvu toliko daleč, da so Palestincem, tudi tem, ki živijo na tem območju, prepovedali gibanje po tem območju. Po tem območju, ki je označen z vijolično barvo, so prepovedali vožnjo Palestincem. Mislim, da so takrat lani, ko smo bili dol, so rekli, da ima 36 Palestincev, od vseh Palestincev dovoljenje za vožnjo po tej cesti. Na območjih, ki so označena, oziroma na ulicah, ki so označena z rdečo črto, pa je prepovedana tudi hoja za Palestince. Se pravi, Palestinci, kljub temu, da imajo tukaj svoje svetišče, ne smejo po teh ulicah niti hoditi, zaradi tega, ker grejo te ulice ob teh judovskih naseljinah. In v bistvu mesto izgleda tako, da imaš sred mesta, ne vem, kontrolna točka, zid in tako naprej. In če hočejo pač Palestinci prijeti do svojega tega svetišča, groba patriarhov, ki je zdaj razdeljen na pol, oziroma si ga delijo z Judi, v bistvu imajo samo eno pot tukaj, kjer lahko grejo do tega svojega svetišča. Tako da to je v bistvu en zelo tak nazoren primer tega, kako, to je ta grob patriarhov, kako v bistvu so tukaj Palestinci na nek način deprivilegirani, kako imajo omejeno gibanje na določenih območjih. Izraelci bi rekli, ok, tudi Judje se ne moramo gibati normalno po palestinskih območjih, ampak to v bistvu prepoveduje Izrael že svojo zakonodajo. To so ortodoksni Judje, ki grejo na molitev v ta grob patriarhov. Tukaj je v bistvu zelo hecna scena bila. En od teh ortodoksnih Judov je prodajal verske knjige, spominke in zelo naglasno žigal neko judovsko, versko tehno glasbo. Taka res ena hecna situacija je bila tukaj. Dobil si občutek, da si sred Izraela, ampak če poznaš situacijo, si vedel, da si v bistvu v mestu, kjer živi samo par 100 judovskih naseljencev in pa 200 000 Palestincev. To je v bistvu, tukaj so tudi Palestinci bili, občutek je bil tak, da so malo bolj tradicionalni kot na drugih območjih. Jaz sem si to razložil s tem, da v bistvu večja kot je presija na neko določeno prebivalstvo, večja je tudi radikalizacija ljudi, no. Enostavno, tako sem si razložil. To je v bistvu ta ulica Šuhada. To je v bistvu edina ulica, po kateri se lahko gibljajo tako Palestinci kot Izraelci. Zato je tukaj stroga kontrola, povsod je vojska, ker je to pač edini dostop Palestincev do tega svetišča. Ta črta je zelo zanimiva. Do leta 2013 je bila na tej ulici bil postavljen nek zid, ne vem sicer koliko je bil visok, ampak Palestincem so dovolili gibanje po tem oskem delu ulice, Judom pa po tem širokem delu ulice. Zato, da se ne bi srečali, da ne bi prišlo do konfrontacij. Že to, če vidiš, da 200 000 ljudem dovolijo gibanje po oskem delu ulice, par stotin pa po tem širokem, v bistvu zelo nazorno prikaže, kakšno življenje v tem mestu. Kaj je bila posledica v bistvu te razdelitve Hebrona? V središču Hebrona, to je tako, kot bi rekel, v centru Ljubljane, je živelo prej nekih 30 000 Palestincev. 15 000 Palestincev se je potem zaprto enostavno izselilo, ker enostavno niso mogli več ljudje do njihovih trgovin, ker niso mogli do njihovih, ne vem, lokalov in tako naprej, kakršne koli obrti so pač imeli. In dejansko so tudi danes, je večina, so vhodi iz teh palestinskih hiš na to ulico Šuhada zaprti. Tako izgleda v bistvu kot mesto duhovno, ker tukaj, kjer je Palestincem prepovedano gibanje, se dejansko smo se gibali mi, pač turisti, obiskovalci, kako nam rečemo, pa na 5 minut vidiš enega judovskega naseljenca, pa na 10 minut, da se en njim, ali da pripešače, da se pripelje. In dejansko je
zadeva skrajno bizarna, ko vidiš, da 200,000 ljudem prepovedujejo gibanje po tem območju, zato da se lahko na vsakih 5-10 minut nekdo v smislu varnosti, da se lahko varno pripelje do svojega doma, ki je po mednarodnem pravu itak nezakonito postavljen. Tako da je situacija tukaj skrajno paradoksalna. Tukaj je v bistvu še en od judovskih naseljencev, teh ortodoksnih judov, šel mim. Tukaj nas je drugače vodo, mogoče to je zanimivo, en od izraelskih vojakov, ki je nekoč služil vojsko na tem območju. Njegova zgodba v bistvu je ta, da je on je sam se predstavil kot človek, ki prihaja iz levičarsko usmerjene judovske liberalne družine. Njegovi starši so, tako kot vsi ostali ljudje, imeli zgodbo, kako so se borili za Izrael, ampak rekel, čeprav sem bil iz neke take dokaj intelektualne družine, jaz do svojega 17. leta, ko sem šel v vojsko, nisem nikoli stopil na območje Zahodnega brega. Nas so vedno strašili s Palestinci, da je to nevarno in tako naprej. In ko sem jaz postal vojak, je rekel, sem dejansko prvič šel na to območje z nekim prepričanjem, da gre za neke grde, zle ljudi. Je rekel, potem, ko sem tukaj služil vojsko, sem pa videl, da dejansko smo mi tisti, ki izvajamo represijo, ki izvajamo okupacijo. Rekel je, da dejansko on nam je malo razlagal o metodah, recimo na kontrolnih točkah, kaj delajo izraelski vojaki in tako naprej. Rekel je, ne vem, naprimer, sem mogoče, da vam 2-3 zgodbe omenim. Izraelska vojska ustavi Palestinca, ki se odpravlja v službo, mu reče, mi te moramo preveriti, če nisi slučajno terorist, stopi iz avta, potem mu Izraelci vzamejo ključe in se odpeljejo in jih ni nazaj, ne vem, 4 ure in tam pa čaka per avto. Potem so pogrundali, da se je ta Palestinc naslednjič znajdel in da ima sabo rezervne ključe in jim se je odpeljal, zato so ga pol, ko so ga tretjič ustavili, so mu še gume preborili, da se ne bi naprej odpeljal. In na tak način recimo izvajajo teror. Recimo pripovedoval nam je zgodbe, te izpovedi teh judovskih vojakov, izraelskih vojakov na spletu. Organizacija Breaking the Silence, se te organizacije reče v angleščini. Recimo zgodba, ki je zanimiva, recimo meni tudi zelo je rekel, da so enkrat postavili en tovornjak s peskom in so rekli, kam greš, je rekel, tam gradimo eno hišo in so rekli, kako pa mi vemo, da ti ne voziš orožje spodaj, in so rekli, je rekel, ja pač ne vozim orožje, ne, jaz vozim pesek, saj vidite. Ja, ta pesek kar lepo dol skipe, da mi vidimo, če je orožje spodaj. Je rekel, ja, kako ne pa ga potem gor naložim, to pa ni naš problem, so rekli. In je pač mogel tisti Palestinc, namesto da bi šel tam graditi hišo, kjer so ga vsi čakali, gradbeni delavci, je pač enostavno mogel tisti pesek dol skipati in kako ga je gor spravil, je rekel, ne vem, pač kar nas to pač potem ni več zanimivo. In on je eno teh Izraelcev, ki so se ga te stvari toliko dotaknile, da dejansko zdaj v tej organizaciji Breaking the Silence širi zavest o tem, da v bistvu Izrael ena zelo, kot je on rekel, grda okupacijska sila na Zahodnem bregu. Sem vozil prvotno Izraelce, recimo na primeru Hebrona razlaga, za kakšno vrsto okupacije gre, ampak tudi turiste. Jaz sem ga pol vprašal, kakšni so v bistvu odzivi Izraelcev, ko sliša te zgodbe. Je rekel, da veliko Izraelcev enostavno si naredi zid, je rekel, mi sami sebe ščitimo in pač to moramo narediti, da zaščitimo državo Izrael. Je rekel, so pa primeri, ko so ljudje enostavno sosedajo in si rečejo, mi nismo vedeli, da smo Izraelci tako grdi ljudje in enostavno tudi nekateri vse te stvari vidijo prav, je rekel, tudi dejansko jokajo. In tudi potem nam je prepovedal naprej, recimo rekel, da ko je on šel iz vojske, da je šel nekaj časa v Indijo, da se je iskal notranje in tako naprej in je rekel, da je bil presenečen in da je zelo zanimivo, koliko Izraelcev je v vseh teh državah, potem in to mladih Izraelcev, da dejansko, ko doživijo šok, ko grejo v vojsko, ko pridejo iz vojske, ko vidijo, kaj v bistvu, kakšen teror izvaja nad palestinskim prebivalstvom, morajo nekaj najti, da najdejo nek notranji mir. Dejansko hodijo v te vzhodne države in iščejo nek smisel tam. En od izraelskih vojakov, tam so v bistvu imeli pregled nad vsem območjem, kjer se gibajo te judovski naseljenci v Hebronu, da pridejo po teh praznih ulicah do svojih hiš. Tako v bistvu to zgleda, ne. Tukaj so bile palestinske trgovine, ki so danes zaprte, zadaj so pa te judovske hiše, se pravi judovska naselbina. Kar je zelo zanimivo tukaj na tej fotografiji je, da so Izraelci tukaj postavili napise, zakaj je Hebron razdeljen, ampak te napise ne držijo, v bistvu gre za čisto judovsko propagando za turiste in če bi nekdo prišel z nekom v Hebron, bi mislil, da so Palestinci krivi za to razdelitev Hebrona. Na drugi strani, v bistvu, razdelitev je zelo hecano. To je na eni strani ulice, recimo, kjer smo mi hodili kot turisti, smo Palestinci niso smeli hoditi,
samo na drugi strani recimo je pa palestinsko-muslimansko pokopališče, na katerega morajo iti okrog, z druge strani pač lahko grejo do roba tega zidu, čez pa ne smejo. Evo, to je še eno teh napisov, da sem rekel, da dejansko lažno predstavlja zgodovino. Tako zgleda vstop potem v eno skupino hiš, se pravi, jaz si ne bi želel v bistvu tukaj živeti. Rekel je, ta vojak nam je v bistvu pripovedoval, za kako ortodoksne skrajne jude gre. Je rekel, en od palestinskih militantnih palestincev, terbistov, kako mu rečejo, je rekel, je iz sosednega hriba streljal na eno judovsko naseljenko z otrokom, je otroka ubil, ko ga je nesla v rokah, ampak ta judovska družina se potem ni izselila iz teh hiš. Oni so tukaj ostali, ker oni pač branijo to svojo, tako pravijo judovsko zemljo. Se pravi, toliko skrajni so, da če je otroka ubil ženski, da se ni bila družina pripravljena izseliti. Toliko so v bistvu prepričani svoj proživijo, pa pač tako za takimi ograjami. Še eno fotografijo izraelskih vojakov. Tako ima drugače pripravljene tukaj, če si vidite, ograje, pač, če bi prišlo do kakih nemirov in tako naprej, da lahko to postavijo. Tako zgleda potem naprej, ograje okrog tega Kazbaha. Mogoče še samo, da, evo, tudi ta fotografija mi je zelo zanimiva, izraelski vojak in pa en deček, ki je meni narisal popolnoma neko stereotipno sliko nekega judovskega naseljenca, na roki zlata ura, v roki pa srebrna pištola, sicer gre za igračko, ampak ko smo mi tam okrog, ko smo hodili tam ali ves čas streljal na nas. Se pravi, gre za zelo militantne ljudi. Moram pa povedati, da ne sme biti tak občutek v vseh judovskih naseljencih. Redki judje so zelo militantni, kot so te v Hebronu. Večina judovskih naseljencev je povsem normalnih državljanov, se pravi, nima nekih skrajnih stališč. Potem je vprašanje, zakaj živijo v teh judovskih naselbinah na Zahodnem bregu. Odgovor je preprost, zato ker dobijo službe, ker dobijo poceni kredite za te hiše, ker se jim dejansko živeti na teh območjih splača, gre za nove hiše, izvrstno infrastrukturo. Ves support imajo, v bistvu krasno življenje imajo, če odmislijo vse te ograje in zidove, za katerimi živijo. Samo še en pogled na Hebron. V angleščini se to imenuje fenced houses, se pravi, kako rečemo temu, hiše z ograjami. Te hiše so okrog eno od teh manjših judovskih naselbin. Zanimivo je pa predvsem ta hiša. Prej na začetku sem omenjal ta pogrom nad Judki, ki so ga Arabci, mislim, da leta 1928 izvedli. No, v tej hiši živi družina, katerih predniki so rešili ogromno, so rešili, ne vem zdaj število, ampak rešili so kar precej Judov pred tem pogromom. Nesrečo imajo, da se čez cesto naselila neka judovska družina, zelo skrajna, zelo ortodoksna. Naselili so se zato, ker je tukaj neko judovsko arheološko nadbišče. In zdaj, kako se te judovski naseljenci obnašajo do Palestincev? Obnašajo se na ta način, da kamenjajo njihove hiše, zato imajo oni ves čas ograje, ker drugače ne zbijajo okna. Na njihova dvorišča mečejo smeti čez ograje in tako naprej. Se pravi, ves čas izvajajo nek konstanten teror in tudi, ko smo šli mi tukaj peš njim, so rekli, da ne gremo hiter, pa s trumoma, zaradi tega, ker se zna zgodi, da če so opazili, da nas bodo začeli zajce odmetavati. Mi smo tukaj drugače obiskali skupino palestinskih aktivistov. To sta dva od njih. Ona pa sta nam pripovedovala več o življenju v Hebronu. Z njihova zgodba je pa zanimiva predvsem zaradi tega, ker to so fanti, ki več čas okrog hodijo s kamerami. Več čas hodijo s kamerami okrog zaradi tega, ker so te judovski naseljenci v Hebronu tako skrajni, da jih napadajo. In ko jih napadajo, se jim oni seveda oprejo, kar je normalno, in potem takoj te judovski naseljenci pokličejo policijo, vojsko in te Palestince potem aretirajo, jih dajo zapor in tako naprej. In oni hodijo pač s kamero in ko vidijo judovskega naseljenca kamero prižgejo, se pravi, da ves čas snemajo, če jih te judovski naseljenci napadajo, da imajo dokaz, da so jih Judje prvi napadli in da niso Palestinci bili tisti, ki so napadli Izraelce. Se pravi, še en pogled na Hebron. Ta fotografija mi je tudi zanimiva, to je judovski, se pravi, izraelski vojak. Prej sem že rekel nekaj, ko sem govoril o tistem grafitu na zidu na začetku, se ga spomnite, ki je pisalo, da ne Izrael, ki je zahtevalo v bistvu državljanske pravice za vse, ne samo za bele privilegirance.
Tudi judovska družba, izraelska, je razdeljena med sabo. Nekje 40% vseh judov v Izraelu je arabskih judov, ki se po barvi kože, po izgledu nikakor ne razlikujejo od svojih arabskih sosedov. In v bistvu edini, ki imajo vse pravice, ki so najbolj privilegirani v Izraelu, so evropski judje. Vojak na sliki je pa etiopski jud, se pravi, Izrael je z operacijo Beta, mislim, da se je imenovala, ne vem, zdaj točno kjerga leta, je naredil nek zračni most in je iz Etiopije izselil praktično vse jude, ki so takrat v tistem času tam živeli. In danes ogromno izraelskih vojakov je temnopoltih, ker so tudi te ljudje so na nek način deprivilegirani in ne dobijo služb in dejansko se jih ogromno odloči za to, da grejo vojsko in da tudi v njej potem ostanejo, ker jim ta na nek način omogoča neko bolj normalno življenje, ker ima možnosti za službe. Ta vojak je druga zelo prijazen, ki se je pozdravil na domahu in tako naprej. Videli smo tudi recimo neki azijskih prebivalcev tam, da sem vprašal, kdo so pa to, pa je rekel mi ta izraelski vojak, to so pa burmanski judje. Se pravi, Izrael se pred večjo nataliteto palestincev brani na ta način, da išče, bom rekel, judovsko prebivalstvo po vsem svetu in ga prepričuje, da se priseljujejo v Izrael samo zato, da ne bi dejansko, da bi se na ta način tudi demografsko obranil pred palestinsko večjo nataliteto. Bom mogoče še o tem, kaj je potem povedal. Še samo par fotografij, ker vidim, da smo že eno uro iz vzhodnega Jeruzalema, mogoče še zadnji vidik življenja palestincev pod izraelsko okupacijo. No, sicer nisem govoril o življenju palestincev v Izraelu, pač kot v državi Izrael, oziroma Izrael proper, se pravi ne na območjih Gaze pa Zahodnega brega, v Izraelu, pač v tistem delu, kjer ga mednarodna skupnost priznava kot država Izrael, je petina prebivalstva arabskega, se pravi palestinskega, tudi tam so palestinci drugorazredni državljani. Mogoče več od teh daj drugično, ne bom predolg, ampak v vzhodnem Jeruzalemu v bistvu je tudi situacija za palestince precej žalostna. To so vse judovske naselbine, ki zdaj pač danes kot sestavni del mesta Jeruzalem, ampak naselbine so po mednarodnem pravu zato, ker gre pač za pozidano območje vzhodnega Jeruzalema, se pravi za nelegalne naselbine, tukaj je pa arabska palestinska vas. Zanimiva je ta fotografija zato, ker ko smo bili mi tam, so ravno mimo te vasi, pa mimo teh naselbin gradili avtocesto Izraelci in ta avtocesta v bistvu bo imela izvoze do teh judovskih naselbin, ne bo pa imela izvoza do te palestinske sosedske, kako rečemo, vasi. Še način, kako se pritiska na palestince. To je naselbina Silvan, ki je bila zadnje čas, oziroma ni naselbina, ampak del Jeruzalema, arabska sosedska Silvan, palestinska, kjer je tudi ena od judovskih tako imenovanih outpostov, se pravi samostojnih naselbin, posod se pravi se probajo med njih te ortodoksni judi naselb. Kar je tukaj zanimivo, recimo, je to, že prej sem tam govoril o nekih smeteh, ki ste videli ga konja in tako naprej. Tukaj, to je v bistvu mestna občina Jeruzalem. Tukaj gor, kjer je ta prometni znak, si zapomnite, ko bo potem naslednja fotografija, tukaj je zadaj pa staro obzidje mesta Jeruzalem. Takoj za starim obzidjem se pa začne ta sosedska Silvan, ki je pač palestinska in tukaj se vidi, kako so palestinci v bistvu drugorazredni državljani, ker tukaj imajo manj avtobusnih linij, komunalna služba ne deluje oziroma deluje precej slabš, čeprav ti palestinci ravno tako plačujejo davke, ampak enostavno tukaj se vidi, kako so drugorazredni državljani, da jim niti smeti ne odlažajo redno in tako naprej. Se pravi, če gremo naslednjo fotografijo, sem tam gor, kjer je prometni znak, je Davidovo mesto, pa zdaj je stvari čisto drugače. Se pravi, 100 metrov naprej, kjer ima Izraelci gradijo neko arheološki center, kjer je mesto, kjer ne bi živel ali bi pokopan kralj David, je pa situacija popolnoma drugačna. Se pravi, Izrael tukaj vlaga milijone evrov, samo par metrov naprej, kjer pa živi palestinsko prebivalstvo, pa niti ne poskrbi za osnovne komunalne potrebe tega prebivalstva. To je Matofoli, Gora Olk, kjer je judovsko pokopališče. To je judovsko pokopališče kot del vzhodnega Jeruzalema do leta 67 del Jordanije, ker je en večjih zamer,
ena večjih zamer judov, ker niso smeli pokopavati ljudi. Prej sem rekel že, to je tudi ena palestinska soseska, prej sem že omenil Mein Kampf, mi smo bili ravno tam v času nogometnega prvenstva in Palestinci so zelo navijali za Nemčijo, ker so vedeli, da bo tudi na ta način spet provocirali Izrael. Mogoče še par fotografij iz vzhodnega Jeruzalema, ki je mu kar preskočil. Tukaj se mogoče ostavim samo še to so vrata Damaska, eno od vhodov v stari Jeruzalema. Tukaj se mogoče ostavim samo še ob tej fotografiji, ki mi nekako simbolizira večjo nataliteto Palestincev. Ljudje so potem, ko so zasedli zahodni breg in vzhodni Jeruzalem, so imeli so predstavljali približno 3/4 prebivalstva celotnega območja Jeruzalema. Danes zaradi večje natalitete Palestincev predstavljajo samo še 60% in to je v bistvu glavni strah Izraelcev, da bojo Palestinci jih enkrat številčno tudi prebadali. Tudi vemo, da ko so zadnje volitve, da se arabski listi uspelo uvrstiti v izraelski parlament in tako naprej. Se pravi, ves čas Izrael bazira ves čas na nekem strahu. Ta fotografija mi tudi všeč, ker je srečanje Palestinke in ortodoksnega Jehuda. To je par fotografij svojega dela Jeruzalema, tukaj v bistvu bom kar preskočil, ker sem predolg. Tukaj vam želim pokazati samo še zelo znano območje za konec, to je območje tega zidu objokovanja. Izraelsko, en najbolj srednjih mest oziroma področji za Jude. Tukaj je morje, obrednik, poznate, kako ste bili posnetke doskrat na televiziji. Kar je pa mene v bistvu presenetilo, nisem vedel, dokler nisem tega območja obiskal, je, da je v bistvu na tem območju, ker je ta danes ogromen plato, do leta 67, se pravi, dokler je bilo to območje pod Jordanijo, je bila tukaj maroška četrt. Iz strdega Jeruzalema je namreč sestavljeno iz ogromno četrti, iz armenske četrti, iz krščanske četrti, iz muslimanske četrti, ogromno četrtima, ena od njih je bila pa maroška. In ko je Izrael zasedel vzhodni Jeruzalem leta 67, so v 3 dneh poslali bagre in porušili, enostavno zravnali zemljo 750 let staro maroško četrt, zato da so naredili prostor za molitev in Judov, da so lahko oni, bom rekel, bolj komod dostopali do tega zidu objokovanja. To je mogoče še en od bolj žalostnih vidikov življenja, v bistvu pokazati tega, kako Izrael, kako odnos na Izrael do arabskega prebivalstva. V maroški četrti so živeli seveda Arabci. Tukaj je zraven potem Tempelska gora, Mošeja Al-Aksa. No, če greste v Jeruzalem, boste imeli veliko možnosti zakupiti kakšno majico, ne Guns N' Roses, ampak Guns N' Moses, super žid, ljubim Izrael še najbolj normalne, za otroke bazuka in tako naprej, vojaške majice. Se pravi, gre za zelo militantno družbo. Nam so tudi razlagali, da je izraelska, recimo v Izraelu, da je ogromno nasilja družinskega nad ženskami, zaradi tega, ker je družba toliko militarizirana, da dejansko je to res nek vidik, ki prevladuje. In ves Izrael bazira na tem strahu. Mogoče za konec še zadnja fotografija. Obiskali smo Saeba Erekata. On je glavni palestinski pogajalec za v bližnjem vzhodnem mirovnem procesu. Samo za zaključek, da še povem, v bistvu smo ga vprašali, kako si on predstavlja rešitev tega bližnjem vzhodnega mirovnega vprašanja. On je rekel, možnosti so samo 3. Prva možnost je ena država za Izraelce in Palestince. Lahko se imenuje Izrael, je rekel, zaradi nas, ima lahko tudi Davidovo zvezdo, če hočejo Izraelci, ampak moramo biti v njej Palestinci in Izraelci popolnoma enakopravni. Je rekel, če mi to predlagamo v izraelski strani, potem oni tako rečejo, da želimo mi spodkopati judovsko bit izraelske države in to ne pride v poštev. Je rekel, druga opcija je rešitev 2 držav, se pravi Palestine, kjer bi bila pač Gaza in pa Zahodni breg in pa Izraela. Lahko tudi pride do zamenjave določenih ozemelj, ampak je rekel, tudi v tem se ne moramo zmeniti, zaradi tega, ker enostavno Izraelci niso za to, da bi si delili vzhodni Jeruzalem, mi pa tudi ne, oni pa tudi ne pristanejo pač, da bi jim ga podelili. Tretja opcija, ki pa je rekel, je pa država apartheida, to je pa v bistvu to, kar zdaj živimo. Se pravi, ena država, 2 sistema, ene pravice za Jude, druge pravice za Palestince. To bi bilo v bistvu
to, v bistvu, kar sem vam želel na kratko povedati, je še veliko za povedati, če imate kakšno vprašanje, bom srečal vam odgovoriti. Hvala. Kakšno vprašanje mogoče? Mene zanima, ali sploh živimo, ali to sploh 21. stoletja, kje živi dan ta svet? Ne vem, jaz sem spraševal dejansko, kakšno je mnenje. Izrael živi dost v eni zelo, tako bom rekel, malo medijski blokadi. Se pravi, je časopis Haaretz izraelski, ki je bolj levičarsko usmerjen, ki tudi poroča o nekih krivicah, ki se dogaja nad Palestincem. Jaz sem se tukaj srečal, mi smo se srečali s parimi ljudi, ki so nas tudi okrog vozili, ki so, bom rekel, zelo naklonjeni Palestincem. Jaz sem vprašal, koliko je vas takih, ki ste naklonjeni, ki ste za nek mir, ki ste za, jaz so rekli, da gre žal samo za par procentov, ker je pač ta strah v izraelski družbi je zelo močen. Ne vem, zadnj sem gledal na YouTube en posnetek enega od izraelskih aktivistov, ki je pro-palestinsko usmerjen, ki živi zdaj trenutno je bil v Rimu in ga je TV voditelj enostavno ga je ves čas napadal in rekel, zakaj ne vrneš državljanstva Izraela? Se pravi, Izraelci sploh ne pristanejo na opcijo, da bi nekako bili s Palestinci enakopravni. Jaz mislim, da je del strahu temu mogoče nisem toliko govoril. Prej sem omenil pač, koliko Palestincev živi kot beguncev v sosednjih državah. Ne. Jaz mislim, da je en strah Izraelcev v tem, da če bi se priznala palestinska država, ne, da bi potem naslednji korak bil ta, da bi Palestinci začeli zahtevati nazaj ozemlja, ki so jih izgubili v tej tako imenovani Nakbi, ko so palestinski begunci odšli iz tega območja, ki je danes v bistvu država Izraela. Se pravi, oni se tega bojijo se vrnitve vseh teh beguncev in Izraelu dejansko ta status quo na nek način ustreza. Zaradi tega, ker je to v bistvu ne vejo, kakšne posledice bi bile na koncu, če bi se Palestinci vrnili, če bi zahtevali vrnitev. Enostavno tudi demografska slika pokaže, da če bi šlo za eno državo, če bi se begunci vrnili, da bi bilo število Palestincev približno enako število Izraelcev. In tukaj je ta strah, ki ga po eni strani mogoče človek lahko čisto nagonsko razume, po drugi strani pa ne moramo razumeti tega masovnega kršenja človekovih pravic in pa tega, da dejansko se Izraelu ob tem, ko krši vse to mednarodno pravo, ne zgodi nič. Ne naredi Evropska unija nič, ne naredijo ZDA nič. Teror dela Združenih narodov. Da se razumem. Recimo, če pogledamo to, ne vem, res to je ne mora razumeti, sploh ne mora razumeti. En narod, ki je doživel take katastrofe, recimo v drugi svetovni vojni, da je recimo dela drugemu narodu katastrofe. To je res nekaj. Tle dejansko pri Združenih narodih je pač problem, da karkoli se sprejemajo resolucije v Izraelu, da Amerika da veto. So Združeni narodi s tem v status, mislim, ne more narediti. Amerika to dela, ne? Ja, to je pač judovski lobby v Ameriki je zelo močan. En podatek o judih je meni zelo zanimiv, ko sem ga zvedel v Izraelu. Ljudje predstavljajo, mislim, da 0,2% svetovnega prebivalstva, 20% Nobelovih nagrajencev je judov. Se pravi, judovsko prebivalstvo je močno, je vplivno v Ameriki, tudi vemo, je judov nekje 2%, ne, ampak to v bistvu so peti vse elite, ne, tako da dejansko, kje je upanje, da se bo stvari spremenile, ne vem, mogoče v zavedanju, v bojkotu Izraela, kateremu nekateri pozivajo, ne, drugi spet to obsojajo, ne. Se pravi, ena od močnih organizacij mednarodnih je ta BDS, Boycott, Disinvest, Sanction, se pravi, bojkot, dezinvesticije in sankcije za Izrael. To je ena od močnejših organizacij, v bistvu, ki opozarja na to, da kar lahko vsak posameznik, ki je ozaveščen naredi, je to, da ne kupuje izraelskih produktov v trgovini, da pazi na to, sploh produkte, ki prihajajo iz Zahodnega brega, ne, opozarjajo BDS, recimo, da mislim, da so nam omenili, da 60% vsega grozdja v Zahodni Evropi, ki se ga prodaja v Evropi, je v bistvu iz tega Zahodnega brega. Ne. To lahko mogoče vsak posameznik naredi, ne vem, ampak situacija je takšna, kakršna je. Mislim, da so tudi Palestinci predvsej upani, da enostavno živijo s to situacijo, poskušajo živeti najbolj po svojih možnostih. Je pa težko živeti recimo v eni Gazi, v Gazi nisem razlagal, zato ker nisem tam bil, ampak dejansko, če tam živi 1,8 milijona ljudi, če vemo, da je Gaza bila lani poleti porušena, praktično, mislim, da sem slišal 84% stavb poškodovanih, Izrael ne dovoli
uvoza gradbenega materiala in tako naprej. Že prej je bila blokada Gaze popolna, zato nekateri govorijo, da gre skoraj popolno, zato nekateri govorijo, da gre za največje koncentracijsko taborišče na svetu. Recimo ena zgodba, ko so nam povedali, je bilo, da je Nizozemska kupila nek ogromen skener, ki naj bi ga namestili na mejo med Izrael in Gazo, zato da bi lahko preverjali, če gre res kakšno orožje ven ali pa noter, in dejansko Izrael je ta skener ogromen, ne vem, kako sicer stvar zgleda, Izraelci so to enostavno zaplenili. Se pravi, niti ne pustijo, ne. To se pravi, da lahko pričakujemo recimo 4 milijona Evropejcev še beguncev. Ne, ker dejansko so Palestinci so vani živeti na ta način, ne. Predvsej so obupani, ampak rešitve pa ne vidijo. Jaz vidim bolj drugje problem pri Palestincih, ne. Vse oni večino časa živijo v nekem miru, čeprav je skozi nek občutek strahu, kaj se bo zgodilo, kaj bo prinesel jutri. Vse Italani, 3 judovske dečke so ugrabili, kaj se je zgodilo potem nad Gazo, čeprav sploh teh dečkov niso ugrabili v Gazi, ker judov ni, ampak so jih ugrabili na Zahodnem bregu. Ampak niso se znesli nad Zahodnim bregom, ampak so se znesli nad Gazo, zato ker na Zahodnem bregu vlada Fatah. Fatah je v bistvu, bom rekel, bolj levičarska, če lahko temu tako rečem, levičarska stranka palestinska v Gazi pa vlada Hamas, ki je večji trn v peti Izraelcev zaradi tega, ker ga smatrajo za teroristično organizacijo. V Evropski uniji je bil do letos na listi terorističnih organizacij. Čeprav, recimo prej, ko sem kazal v mojo šolo, sem jaz v šoli vprašal, če se te deklice učijo hebrejsko. Pa so mi rekli, da ne. Da se pa recimo v Gazi, kjer vlada Hamas, pa učijo v šolah tudi hebrejščino, ker je bilo v bistvu zanimiv podatek. Tako da, zdaj, znesli so se pač nad Gazo, zaradi tega, ker tam vlada Hamas, ampak taka je pač realnost. Koliko se pa judov iz Evrope priselilo na to območje? Tega ne vem, koliko judov se iz Evrope priselilo na to območje Sem pa vprašal dejansko, ko smo spraševali, zakaj Evropska unija uradno ne sprejme nekih sankcij, vsaj če ne proti Izraelu, pa na te produkte, ki prihajajo iz Zahodnega brega. So dejansko rekli, da ogromno judovskih naseljencev, ki živijo na Zahodnem bregu, da dejansko so judje, ki prihajajo iz Francije, iz ZDA in tako naprej, in so to državljani Francije. In so rekli, državljani Evropske unije, in zdaj, da bo Evropska unija, so rekli na nek način, da je to močna karta v rokah Izraela, da ne bo Evropska unija sprejemala sankcij samo proti nekom območju, kjer živijo tudi njeni državljani. Se pravi, jih je tukaj kar nekaj, samo večina judov evropskega porekla je prišla po drugi svetovni vojni. Ja, dobro, što so naučili od Nemcev? Če ti je res tam, tako, ki so med drugo svetovno vojno življenje, so lahko tudi, vse to je, ne vem, isto, ne, mislim, tudi... Zadeve so bolj perfidne, ne, sigurno, ne. Ampak drugače pa res... Ni na ta način, ne, ni direktnih teh Kako so skrčili, recimo, Palestino, kako so se naselili, recimo, to je... Da je res le noben ne more nič ukrepati, pa tukaj se govori. Se dejansko, tukaj sem rekel, na območju Izraela, dejansko tukaj tega Izraela, ki je kot priznan kot Izrael država, še zdaj živi 20% prebivalstva palestinskega, sem preomenil, ampak sem so to bolj drugorazredni državljani, recimo, kar je bilo zanimivo meni. V Izrael ima drugačen, kako ne rečem, nepremičninski zemljiški sistem, kot ga mi poznamo. Tam so meni so razlagali, da je zemlja v bistvu v lasti države Izrael in je potem dajo najeme Palestin, najeme prebivalstvo za, mislim, da 49 pa 98 let, neke take variante imajo, ampak dejansko, kot so razlagali, Arabci praktično ne morajo te zemlje. Se pravi, če so nekje tam so, če se izselijo, pač, ne, zato recimo mi smo tudi v vzhodnem delu Jeruzalema obiskali neke obnovljene hamame in tako naprej, kar obnavlja Evropska unija, in Palestinci, če se izselijo iz recimo vzhodnega Jeruzalema, svoje nepremičnine potem dostkrat podarijo ali cerkvi krščanski, ker krščanska cerkva je tam pač arabska, palestinska tudi, samo da se ne polasti teh nepremičnin Izraela, ker so rekli, če se pač polasti je za nas to vedno zgubljeno. Še kakšno vprašanje mogoče. Potem pa hvala lepa.